Živjo! Novo leto je za nami in vsi vemo, da med prazniki radi veliko in predvsem dobro jemo, a ne? Zdaj pa je čas, da v novo leto zakorakamo z nečim res svežim. Zato je z mano danes princ Anže. Živjo! In mi bo pomagal pri ustvarjanju. Pokazala vam bova, kako narediti en super zelen smuti, kvinojno solato in pa granola barse. Dajmo kar začeti. Najprej bova dala noter kodrolistni ohrovt. Dober. Ok. Nekaj zelenega. Pol bova dala noter peteršilj. Eno banano. Nice. A je dobro, da je taka zrela, a ne? Ful mora biti pikčasta. Ful mora biti pikčasta. Tako da, če imate kakšne banane s pretečenim rokom, saj veste, kaj mislim, kar noter v smuti. Ok, še pol avokada. Dober. Ki ga daš samo tako žlico ven. Dost easy je olupati avokado, oziroma ga izdolbst. Ok. Nice. Še sok polovice limone. Cool. Ok, recimo da je. In potem daš noter še mango. Dober. Ga tako tle odrežeš. Mora Ful mora biti biti zrel, drugače je ful grenek. Potem ga tle tako obrežeš. Pa, dejte počvat ljudje. Tukaj imamo kompost. Tle. Tole je koščica, ne se truditi. Ok. Potem ga pač samo tako narežeš na rešetke in bo šel takoj dol. Na kocke. Pač je malo messy. Dober način. Ja, Je malo messy, ampak pač dobiš največ iz manga. res je. Tle je pač isto križce. In potem ga tako obrneš. In pač Pa še ful fotogeničen je tako, če boste kdaj za kakšno prezentacijo pa to pri palačinkah, ki jih mimogrede že lahko naredite po mojem receptu. Evo, super dekoracija za zraven. Cool. Ok, noter morava dati še zeleni čaj. Ta je ohlajen, Neža ga je včeraj zvečer skuhala, ker sem ji naročil. Približno do polovice. In potem odpreš in zmiksaš. Čisto easy. Tole smo dobro zmiksali. Zdaj lahko kar nalijemo. Zdaj pa imam tukaj še ene ful luškane slamce, ki jih lahko dobite v trgovini Popolna dekoracija, pa link je spodaj. Ful prisrčno zgleda, a ne? Nadaljujemo z granola barsi. Anže, kaj sploh je to? To je v bistvu zajtrk ali pa malce zakamuflirano v tablico. Dobiš vse, kar bi dobil v celi skledi kosmičev, samo da je pač v obliki tablice in se zelo lahko prenaša. Sliši se amazing. Torej, hitra rešitev za lačne trebuščke, a ne? Tako je. Tako je. Gremo delati. Najprej dava v večjo posodo posene kosmiče. Riževe napihnjence, recimo da lahko zdrobite tudi tiste riževe ploščice. To lahko dobite čisto povsod. Ene 2 pesti oreščkov po izbiri, zdaj se bova prestavila k štedilniku. Aha, ok, cool. Noter dava 2 žlici kakavovega masla in počakava, da se to stopi. Zdaj bova dala noter 4 žlice mandljevega masla, kar je 2-krat več kot kakavovega. Kakavovo daš najprej noter, zato da se mandljevo ne zažge. Dober. Ej, pa to mandljevo maslo lahko tudi sam doma narediš, a ne? V bistvu sam zmleješ pač pražene mandlje, po želji sladkaš, jaz dam ponavadi noter 1 žličko soli, malo stevije, pa vaniljev strok. No, zdaj veste, kako nareče mandljevo maslo. Ok, to zna biti malo nevarno, tako da lahko pač daste dol ta čas, ko to mešate noter. Ampak mora pa tako dobro zmešati, a ne? Ja, mora biti čisto zmešano. Tole diši čist kot bela čokolada. Ja, mogli bi tudi po mandlih, no. No, lahko rečemo, da je bela čokolada, mandlji, vse skupaj. Ok, zdaj se je to totalno zmešalo, zdaj pa poskus to. To je totalno najbolj zakon hrane na svetu. To je res dober. Bela čokolada z mandlji. Ta čas, ko Nimam Neža besed. naklada tle, jaz že devam noter 4 žlice kokosovega sladkorja, ki je v bistvu sladkor narejen iz kokosovih cvetov, ki izločajo in sirup in potem ga dehidrirajo, da dobimo sladkor, ki je še bolj zdrav od rjavega sladkorja.
ker je to pač detoks. Se pa zelo hitro zažge ali pa zelo hitro stopi, tako da zelo tanka linija med zažganjem in stopljenim kokosovim sladkorjem. Bodite sam previdni, ampak dobro nam gre. Ok, tle naj bo temperatura čist na malo. Zdaj jaz imam tle mleko rjavega riža, lahko uporabite kjerokoli rastlinsko ali nerastlinsko mleko po želji, tudi 4 žlice. Mora biti taka srednje gosta zmes. Tle imava zmleta lanena semena, ki v bistvu tako delujejo kot neka jajca. Drugače lahko naredite nadomestek za jajca, če je kdo alergičen, ne je jajc ali pa karkoli. Ali pa če je vegan, tako kot jaz. No, ali pa to. 2 žlici zmletih lanenih semen, pa malo vode, ene 2 žlici, Anže? 3 žlice na 1 žlico lanenega semena. To je recept. In to je nadomestek za eno jajce. Zdaj bomo pustili, da se tole zgosti tam ene 10-15 minut, ker imajo lanena semena pač takšno lastnost, da ko jih pustiš 10 minut stati, v bistvu zgostijo celo stvar približno enkrat. In bo na koncu takšen nek puding. Puding iz bele čokolade pa mandljev. Ki bo vezal skupaj osebne kosmiče. To se je zdaj hladil in gostil približno tam nekje 10-15 minut. Zdaj morava dati noter še 1 žličko sode bikarbone. To imamo tlele. Ja. Pa treba je še tole vse skupaj malo posoliti z enim zajepnim ščepcem soli. Zdaj ta čas, ko bo Neža zmešala skupaj suhe in mokre sestavine, bom jaz s kokosovim oljem namastil pekač za mafine. Približno 9 bo prišel ven. Treba jih je kar orang namestiti, zaradi tega, ker drugače tablice ne bojo prišle ven. Tole pa zgleda čist kot puding. Aja, Anže, nekaj si omenil prej še čio, a ne? Lahko nadomestimo Ja, če nimate lanenih semen, lahko daste tudi čija semena. Z sezamom pa ne bo šlo, ker nima teh lastnosti, da vpije tekočino. Čeprav je podobne oblike. Pečica se nama segreva na 180 stopinj, ta čas morava pa napolniti te skodelce za mafine. Evo. Sodelovanje v kuhinji je vedno zabavno. Vsak modelček daš približno 2 zvrhani žlici. Noter imava pekane, indijske oreščke, mandlje in lešnike, lahko nadomestite s kakršnimi koli semeni ali pa oreščki. Če pa ste alergični na oreščke, lahko mandljevo maslo nadomestite z maslom iz sončničnih semen, oreščke pa z vsemi drugimi semeni, ki jih imate pri roki. Ta čas, ko se Neža igra v fato, bom jaz s kozarcem dol potlačil te kapse, tablice, karkoli te so, da se bojo bolj enakomerno spekli in bojo pol še bolj hrustljavi. Pa dobro je, če je kozarc spodaj malo moker. Ok, zdaj bomo te ploščice pekli na 180 približno pol ure, mogoče manj. Nadaljujemo s čudovito solato s kvinojo, a ne? Tako je. Torej, kako začnemo? Pač nareževa eno ali pa polovico glave ohrota, odvisno koliko solatasto hočete, da je. Zviješ v bistvu nek zvitek in potem narežeš na tanke kose. Tako kot zelje, recimo. To je dobra finta, kako rezati vse take listnate zadeve. Sam liste zvijamo skupaj, tako eno rolico, potem pa sam na tanko narežemo. Čisto easy. Potem pa je v bistvu fora pri ohrotu, ker je dosti trda zelenjava, da jo v bistvu tako fejst posoliš in so zmasiraš noter v ohrot in ga pustiš ene 5-10 minut in se v bistvu zmehčava in veliko manj ga bo zunaj. Medtem pa jaz kar narežem čebulo, a ne? Ja. Tale solata bo res nekaj dobrega. Tudi sveže pa zdravo je lahko ful dober. Verjemite. Vse mi to delamo, a ne? A mi daš sam ali bolj sam, prosim? Kompost. Tako. Ločujemo. Avokado kar izdolbemo, tako kakor smotijo. Imam tle 2 stroka česna dobro narezana, zdaj imam pa tle še par vejc mete in par vejc peteršilja, ki bom isto nasekljala na drobno. Avokado narežemo na kocke. Anže, kako pa je s papriko? V bistvu narežeš jo na kockice, ker v bistvu postane bolj kot začimba, kot neka zelenjava noter. Aha. Ta čas sem že jaz le zelo dobro nasekljana vsa zelišča in česen. Lahko tudi z navadnim nožem, mi smo danes pač malo bolj fancy. Potem pa to tudi posoliš in v bistvu
v na pol pasto streš, ker se potem bolj izločijo sokovi. Bodite fancy tudi vi, kuhajte po naših receptih, da bomo skupaj ful dobro jedli. Po mojem so že pečeni, ker tle ful diši. Wow. Ja, čisto zlate so. V bistvu morajo biti tako zlato-rjave barve, pa morajo biti prožnostne noti, pa v bistvu trde, da se ohladijo. Naša narezana zelenjava gre kar noter. Sva skuhala pol skodelice kvinoje, zmerjena je bila pred kuhanjem. Lahko je črna, bela ali pa rdeča, meni je najbolj všeč črna, ker v bistvu tako malo hrusta. Ampak to ne pomeni, da je surova, pač sam hrusta. Pa, a bi šel kuskus tudi namesto tega, če kdo nima kvinoje? Ja, ampak če delamo že detox, kuskus ni lih detox. No, pa Tle dajmo. imamo še pol skodelice čičerike, ta je skuhana iz konzerve, lahko jo po želji skuhajte tudi sami. Ker pa naše telo rabi tudi zdrave maščobe, tle 1/4 skodelice namočenih indijskih oreščkov čez noč, da imajo potem veliko več vitaminov oziroma jih naše telo lažje absorbira. Torej, vse v duhu detoksa. Detox, limona, seveda. Za preliv sva tle v tej posodici že zmešala 1 žličko javorjevega siropa in 1 žlico gorčice. Dodala bova pa še 4 žličke bučnega olja. Ok, to sta bili zdaj 2. Lahko tudi manj, če želite full detox, sam jaz imam res rad bučno olje. Brez bučnega olja ne gre. Lahko pa tudi olivno, a ne? Ja, čeprav meni da olivno v solati tako malo dimljen okus. In meni je všeč, da da bučno tako oreščkast okus celi solati. Jaz prav ne vem, kako Slovenci, ki živijo drugje, handlajo situacijo brez bučnega olja. Recimo v Londonu, tega se ne da nikjer dobiti. Tako da Slovenci smo lahko ponosni na svoje bučno olje, a ne? Zdaj nam pa ostane samo, da jo še zmešamo, a ne? A bova s temi fancy stvarmi, a bova kar z rokami. Valjda s temi fancy stvarmi. Sveže iz kuhne, ne gre drugače. Ok, ker je pač okus in začimbe vse, je treba seveda še popoprati. Noter damo še malo limonske trave, to je čisto po opciji, ampak meni je ful dobra in me spominja na kitajsko restauracijo. Kurkuma je itak ful zdrava začimba, zato pač v detox solato tudi gre. Pa kajenski poper za malo vročine in bolečine v ustih. Kajenski poper je res dober. Pa ful zdrav je. To je v Pa še bistvu, zdrav. vsi mislijo, da je to v bistvu rdeči poper, je pa v resnici v bistvu zmleta rdeča paprika oziroma čili, ki pol pač ima podoben okus kot poper, ker ful peče. Zdaj ste se še nekaj novega naučila, ne? Ok, to se je ohladil, solata je narejena, smuti je pa že itak od skozi tle. Tale smuti ima ful enih zdravih stvari. Res je božanski, pa poudarjajo ga še take luškane slamice iz popolne dekoracije. Z drugimi tega valjda ne morete piti. Tlele imamo čudovito solato, res zgleda dobro. Začetkam sem jo tudi že poskusila in je božanska. Tako da to res morate narediti. Za hiter zajtrk So pa v bistvu tle še osene skodelice, ki v bistvu jih lahko ješ zraven tega smutija in je v bistvu ful dober zajtrk na poti. dober tek.